Ta zadeva je pravzaprav že malo tragikomična. Vložimo predlog zakona oziroma kolegica vloži predlog zakona, komisija ga podpre in potem kar naenkrat rokohitrsko vlada pravi hopce fizl, mi dajemo pa kontrapredlog. Zadeva je resna, zadeva je takrat, ko je eskalirala, pokazala na to, da pravne varnosti pri nas ni, ko je nekdo z neko odločitvijo nek vrednostni papir prekvalificiral nekega drugega in pravzaprav čist nenavadno odločitev dal in oškodoval. Jaz zdaj ta trenutek ne govorim o velikih vlagateljih. Ta trenutek govorim o tistih malih vlagateljih, ki so tiste zadnje prišparane denarje dali v to misleč, kako bodo ohranili vrednost. Včeraj vlada sprejela po nekorespondenčni seji zakon o sodnem varstvu razlaščenih obvezničarjev, zdaj pa danes sprejemate ste tudi vi poslali svoj predlog. V čem je ta razlika vašega predloga od vladnega? V tem, da se državni svet s to problematiko ukvarja že od leta 2013, ko smo izglasovali veto na zakon, ki je povzročil krivice, v tem, da smo to problematiko spremljali tudi na ta način, da smo po izglasovanem vetu in preglasovanju veta v državnem zboru naslovili vprašanje na Ustavno sodišče Republike Slovenije za zahtevkom za presojo ustavnosti. Ustavno sodišče je že 19.10.2016 razglasilo kot neustaven 350a člen, ki ne zagotavlja zadostnega pravnega varstva imetnikom obveznic. In potem smo v državnem svetu še sledili sprejemu zakonodaje v letu 2017, ki se je ustavil z odstopom vlade in razpustitvijo državnega zbora. Časa do današnjega dne je vlada imela od septembra meseca. Po naših vnaprejšnjih najavah, da se bomo s problematiko aktivno ukvarjali, ni bilo nobenega posebnega odziva. No in sedaj smo priča sprejemu predloga zakona na korespondenčni seji, kar se nam zdi nekoliko nenavadno, zakaj hitenje v zadnjem trenutku, če je bilo časa od septembra do danes. Nas čudi, da vlada pravzaprav vztraja in sledi Ministrstvu za finance ter isti ekipi na Ministrstvu za finance, ki je pripravila že sporni protiustavni zakon o bančništvu in ista ekipa pripravljala zdaj zakone o tem, kako naj bi to protiustavnost odpravili. Na to sem opozoril danes na Brdu pri Kranju tudi premierja Šarca ob neki priložnosti ter izrazil začudenje nad vladnim neke vrste blitzkriegom zakonodajnega postopka, kajti seveda je začudujoče, da vlada tudi deklarira, da skuša prehiteti državni svet in inicijativo, ki je bila strani državnega sveta peljana, na način, da na korespondenčni seji v nekaj minutah sprejme predlog zakona, ki je kompleksen, ki je zahteven, na drugi strani vso odgovornost, ki je s tem povezana in potem po kurirju nemudoma pošlje v državni zbor takšen predlog za to, da bi prehitela državni svet, ki je predlog pripravljal dlje časa ob sodelovanju civilne družbe, ob sodelovanju širše strokovne javnosti in zato je ta predlog, kot rečeno, najboljši, kar smo ga videli doslej. Vedno se nekdo postavlja nad vse. In v tem primeru je Banka Slovenije odigrala eno res grdo vlogo, če se mene vpraša, oziroma ljudje, ki so bili tam zaposleni. Nenazadnje se je poigrala z kompletno državo, z delom ljudi, podjetij, ki so neki verjeli, ki so jih na okencih nagovarjali, da so kupili te podrejence. In zdajle se pogovarjamo o te kvalificirane obveznice, ali bomo dali ali ne. In zdaj res je to, kar je kolega Antava rekel, mi smo vložili zakon, iz preprostega razloga, kolegica je vložila, da se ta ustavno neskladje reši. In vlada nas je res prehitela, ampak a to pomeni, da se bomo zdaj spet nekje ustavili, ali bo namen to stvar urediti. In kaj se dogaja, kaj se je začelo dogajati? Takoj je guverner kot kolega prejšnjega, kolega Banke Slovenije klical Bruselj, tam je že Draghi reagiral, pišejo vsi časopisi, kar se Slovenija gre, da bomo uničili Banko Slovenije. Ne,
Vedno more nekdo za nekaj plačati. In če ima Banka Slovenije skoraj milijardo evrov denarja, pač ni za to odgovarja. Je tudi vaše mnenje tako podobno, da naj odškodnino, če bo iztožena, plača Banka Slovenije? Da, seveda. Vse konec koncev je bila Banka Slovenije regulator, ki se je zavedal tveganj in je svoje ravnanje sicer z opozorilom komercialnim bankam opravila v formalnem smislu, ni pa vztrajala pri tem, tako kot so banke v centralnih državah Evropske unije ravnale in so ta svoja opozorila podkrepile tudi z drugimi ukrepi. Na drugi strani pa ima vladni predlog še vedno tiste bistvene pomanjkljivosti, ki jih ne moremo spregledati in ki jih tudi odgovorna vlada ne bi smela spregledati. Izrecno se dopušča možnost intervenence Evropske centralne banke, ki iz tega naslova nima nikakršnih pristojnosti niti ne obveznosti. Vlada še ni povedala javnosti, da je Republika Slovenija tudi lastnica razlaščenih obveznic, torej bi od vlade pričakoval najmanj to, da zaščiti proračun Republike Slovenije. Torej, mi ne obremenjujemo dodatno državnega proračuna, ga ščitimo, dajemo pa dejansko možnost imetnikom podrejenih obveznic, da pridejo do svoje pravice na sodišču v enkratnem eksemplaričnem postopku, ne pa skozi kaskadne postopke posameznih tožb, ki dejansko zaradi svoje cene, kompleksnosti in dolgotrajnosti odvračajo lastnike teh podrejenih obveznic, da bi sploh vložili tožbe.